Živijo barabe in dobrodošli v novem videu, kjer bomo govorili, kaj za vraga se je v sredo dogajalo v Ljubljani. V sredo so ljudje v Ljubljani na Bavarskem dvoru opazili moškega, ampak zakaj mediji pišejo moški? 23 let star, tehta 30 kg, mogoče 30 kg in 500 g s tistim vizirjem in z dvema nožema. To ni moški, to je fant. V glavnem opazili so 23-letnega fanta, ki je strašil, mahal z dvema nožema in grozil mimoidočim. Seveda je hitro na sceno prišla policija. Jaz bom probal ne moralizirati in biti pameten, kako bi oni mogli reagirati, kaj bi mogli narediti. Res bom probal. Če me slučajno zanese, se opravičujem. Res, da po vsaki vojni je vsak general, po vsaki tekmi je vsak selektor in po vsaki drkici je vsak porno kralj. Kot državljan, ki živi v državi, kjer je svoboda govora zaenkrat še dovoljena oziroma obstaja, imam so svobodo pokomentirati situacijo. In na sceno je hitro prišla policija. Od tu naprej so se dogajale kar bizarne stvari in se je situacija spreminjala za moje pojme v nekakšen sitcom, poceni sitcom. Spusti nože! Pusti nože! Ni treba, da Pusti nože! pusti nože! Pusti nože! Zadnje opozorilo! Če držiš korak naprej, Zdaj, prva stvar, ki bi jo se je rad dotaknil, je to, da verjamem, da so policisti bili pod dodatnim pritiskom, ker se je to dogajalo sredi belega dne. Ogromno enih telefončkov, ki je vse to snemalo, in takrat je imel policist, po moje, samo eno stvar v glavi. Ne zajebati, ker če zajebem, bom pristal na TikToku in bo pizdarja. In verjamem, da delati v takih okoliščinah, kjer se dobesedno pod mikroskopom, ni enostavno in vsi vemo, pod pritiskom nekdo super funkcionira, ampak jaz mislim, da večina nas pod pritiskom smo še bolj šalabajzeri, kot to smo. In ja, verjamem, da jim ni bilo lahko, ker toliko enih kamer uprtih vate, eni so šli live, drugi so snemali, mora biti kar jebeno, ker verjetno si je, kot sem prej povedal, vsak mislil, jaz ne bom prvi, nočem zajebati. Policisti od korone naprej, pa že do korone, imajo zelo slabo reputacijo, tako da mislim, da že zaradi tega, tudi če bi reagirali, ne vem kako suvereno, bi vseeno ljudje najdli nekaj, da se iz tega norčujejo. Tako da po internetu so zopet dva pola, eni zelo zagovarjajo delo policistov, da so upravili odlično, drugi se pač posmehujejo, ampak mislim, da večina se posmehuje delom policistov. Pokomentiral bom to na svoj način, tako kot so moje oči videle, nablesal, za ene primitiven, za ene zabaven, za druge pač tak način, kot ga imam. Ne vem niti kje začeti. Ko sem videl, kako se je ta celotna akcija spremenjala v sitcom oziroma v komedijo, sem se takoj spomnil protestov. Na protestih so policisti iz protestnikov delali svašta, jih tepli s tistimi ščiti, s čeladami. Da ne omenjam vodni top. Vodni top je streljal v starejše ljudi. Ne vem, v kaj vse, ogromno enih posnetkov je na internetu. Mlatili so jih s pendreki. Skratka, milosti ni imela policija, ma niti malo. Gremo na ta dogodek, ki se je zgodil v Ljubljani, so pa policisti zopet šli v totalno drugo skrajnost. Želeli so ravnati zelo previdno, nežno in nekako prijazno temu fantu. Ne. In sem si mislil, pizdarija, kaj se tu dogaja? Ko se spomnim, ko smo mi kot mulci bili barabe in primitivni in indijanci in ko smo se napijali, stari, to sta nas dva policista zrihtala, nas 5 ljudi. Pa smo bili pijani, agresivni. Ok, jaz sem takrat tehtal ravno tako kot Peter, teh nekaj 30 kg, ampak vseeno nas je bilo več od policistov, pa sta nas dva zrihtala kot za hec. Zmetali so nas ko male mačke po tleh, lisice gor, potem je prišla okrepitev, to je to. Nobenih specialcev, nobenih elektrošokov, pa smo se zagnali v policiste. Mi smo bili pripravljeni se z njimi stepst, polomiti do konca, če bi šlo, ampak itak nikoli ni šlo, ker smo bili pijani in ker so nas z enim strokovnim oprijemom spravili na tla. Hoteli smo biti zajebani, v bistvu bili smo ene navadne pičkice. In potem vidim tega Petra, ki pač seveda potrebuje pomoč. Pomoč je potreboval že dosti prej. Bral sem, da je leta 2020 naredil nekaj
enakega. In potem se vprašam, če je naredil nekaj enakega, zakaj se je to ponovilo, kje je ta pomoč zatajila, zakaj se je to zopet zgodilo, zakaj mu nekdo v teh 4 letih ni pomagal. Pri nas pomoč je to, da te zaprejo v psihiatrično kliniko, nafilajo s tabletami in po določenem času rečejo, on je v redu, marš na polje. In zopet prideš med ljudi in ti na pamet pride taka bizarna ideja. Na tej točki, ko je on že drugič naredil, tukaj je že prepozno za pomoč, on je že drugič to naredil. Strokovnjaki in razne institucije bi morali ukrepati, da niti do prvega ne pride to v nekem popolnem svetu. Kaj se je tu dogajalo vmes? A mu je kdo pomagal? A so mu sploh pomagali? Kje je bil zaprt? A je sploh bil zaprt? Kot zgleda, mu niso dovolj pomagali. Ne? Najlažje je pač reči, rabi pomoč. Ja, ampak ta pomoč mora biti učinkovita, da se to ne ponovi. To je današnji sistem. Šolski sistem je itak najbolj v kurcu, kar se da. Tam so razni pedagogi, učitelji in strokovnjaki, ki to niso. Pedagoginje, vsi vemo, kakšne so, mešajo zrak večinoma in da dobivajo plačo. In tudi mediji zelo radi krivijo nas, družbo. Ne? Jaz mislim, da smo mi, družba, zadnji krivec, da se to zgodi. Kot sem rekel, prvi so starši, pol je šolski sistem, ki bi mogel prepoznati, da se v človeku nekaj dogaja. In če šolski sistem tudi zataji, so pol to razne institucije. Strokovnjaki, pedagogi, psihiatri in ne vem vse kdo. Ampak najlažje je pokazati s prstom na nas, družba, vi ste krivi. Ok, kaj pa pričakujete od družbe, da naredimo? Da najamemo kombi, se vozimo po mestu, pobiramo ljudi, jih peljemo domov in jih zaslišujemo. Rabiš pomoč? Si v redu, rabiš pomoč in me kasneje prijavijo za ugrabitev in nadlegovanje. Smo kot družba zelo pripomoremo k marsičemu, ampak mislim, da smo zadnji na tej lestvici. In ne vem, zakaj se vedno s prstom kaže na družbo. Strokovnjaki niso nikoli krivi, isto je bilo v koroni, vedno smo mi krivi. Mi smo krivi, da ljudje umirajo v koroni, mi smo krivi, da se ljudje kolijo, vedno je družba. Ne? Vse institucije zatajijo, ne, družba je kriva. Na Facebooku sem bral, pa posod, itak vsi smo pametni, ne, da so policisti pravilno reagirali, nežen pristop, da fant rabi pomoč, da ni prišteven, da je bogi, ne smejo uporabiti sile in tako naprej. Potem sem se vprašal, kaj če bi ta fant pobil 1, 2, 3 ali več ljudi, ali bi še vedno zagovarjali ga, da je bogi in neprišteven, da treba z njim nežno ravnati. Ne, te isti ljudje bi napisali, dajte ga pobiti, dajte ustreliti, to je žival, to ga treba zapreti in poslati na Goli otok. Tako da ljudje smo kot veter piha, ne, kot veter piha. Definitivno ne zagovarjam to, da bi ga mogli ustreliti, v kakšni Ameriki bi ga, sploh če bi bil fant temnopolt, bi ležal že v mlaki krvi. Ampak vseeno mislim, da je situacija bila kar zelo smešna in na trenutke malo bizarna. Okoli njega je bilo nekaj več policistov, derajo se en čez drugega. Merijo s pištolo, z elektrošokerji, z ne vem kaj. En policist ga je celo s tem pendrekom poskušal udariti. Ampak ko sem jaz to videl, sem videl v njem svojo mamo, kako z metlo želi odstraniti kobilico iz stanovanja. Oziroma bolj kot na mamo, ki se je ustrašila kobilice, me spominja na tisti olimpijski šport fencing, oziroma sabljanje v slovenščini. Potem je bil tukaj elektrošok, ki je celo 2-krat zatajil, ne. Zopet, zakaj ravno slovenski policiji se to zgodi, da zataji? Seveda policisti že imajo izgovore, niščejo, zakaj je to zatajilo. Iz bizarnosti v bizarnost. In potem je tukaj ta posnetek. Kjer policistka gre zelo nonšalantno mimo Petra. Človek drži 2 noža v roki, pol metra od stran. Ona ga je pogledala tako, kot je mene moj foter pogledal, ko je bil v službi in prav tako v uniformi. In sem rekel, tata, imaš 2 evra za kebab. In me je foter pogledal, kaj tako si šel oblečen v šolo, dej, peti stran, nič da delam. In je odšla in mu obrnila hrbet. Če bi ta Peter bil sposoben narediti pizdarijo, bi jo lahko v trenutku, mislim, da zabodel s tistim nožem. In potem tu se človek reče, kaj se je tukaj dogajalo? Valjda bo človek verjel, da je bilo to zrežirano. Vsa čast za pogum, ampak zakaj ni dala nobenega znaka, da jo je strah, da se zagrabi za pištolo, stopi korak nazaj, se zadere, dvigne roke gor, spusti nož. Nič, ona je šla mimo. Šta je frajerju?
In to je to. Kot zgleda, bi ga lahko z lahkoto pospravili. Zakaj ga ona ni reagirala, ne? In valjda potem, ko človek take posnetke vidi, si misli, a jebemo mater. Jaz sem začel verjeti vse te teorije zarote, ki pravijo ljudje, ja, to delajo z nalaž, da nam odvračajo pozornost od stvari, ki se dogajajo, ne? Še enkrat se bom vprašal, kaj se je to zgodilo? Zakaj ta policistka ni ukrepala in zakaj je šla tako hladno mimo njega? Jaz mislim, da je to bila idealna priložnost, da bi kdorkoli izza hrbta ga razmetal ko malo bebo po tleh. No in to se je vleklo in dogajalo se take in onake stvari. Ljudje se vmes derajo, radi te imamo. Vaš, ni vredno! Radi te imamo! Vaš, ni vredno! Ja, jaz mislim, da je Peter točno to rabo. Nekoga v množici, da se zadere, radi te imamo! Ne vem, zakaj pride ljudem na pamet, da se moraš to zadereti tisti trenutek. Raj bi se zaderil, ne vem. Evo ti brezplačno naročnino za Pornhub! Mislim, se tudi te ljudi, ki se to derajo. Te ljudje prav tako rabijo eno strokovno pomoč. Kaj se imaš sploh zadereti, radi te imamo? Ti psiholog boš zdaj zrihtal stvar. Potem je prišel foter, naj bi bil to njegov foter in foter ga je prepričal, da pač se preda. In tu je prišlo 6 ali 7 specialcev s puškami, ki jih imam jaz v PUBG in Call of Duty. In potem, ko se je fantič končno predal, so specialci planili na njega kot lev na antilopo. Podrli so ga kot gatuzo napadalce, neizprosno, neusmiljeno ga je 5 ali celo 6 specialcev naenkrat vrglo po tleh, kot da je ta Peter nekakšen narkobos, ki je pobegnil iz Kolumbije, kjer je prodajal drogo. Zakaj? Čemu? Ali je bilo res potrebno, da toliko specialcev naenkrat ga na tak nek filmski način podre na tla? Kaj mislite vi? Tem, ko so ga imeli v tem položaju, da ga aretirajo, so drugi s pištolami merili okoli, češ zdaj bo nekdo prišel iz helikopterja, zločinci in bo pizdarja, ne. 6 specialcev za 30-kilogramskega človeka. Jaz mislim, da je večja policijska moč pizda v, ne vem, v Ruandi, Ugandi. 6 specialcev na enega. To so bolj take številke primerne za neko res bogo afriško državo, kjer vse propade, recimo kaže vzhodni Timor. Tam je po moje 7 policistov za enega državljana. Ampak to je bilo 7 ali 6 ali 8 specialcev za Petra. Pač vse, kaj se lahko drugega misliš kot to. Ja, ok, tudi jaz sem zdaj pameten, kaj in kako. Iz protestov, kaj so delali, kako so mlatili ljudi in jih metali in vlačili po tleh, kot da, ne vem, se borimo za obstoj, in kako so nas, ko smo bili pijani, nasmetali po tleh in 2 policista komot shendala 5-6 nas agresivnih indijancev, mi se to zdi smešno. In potem imamo v glavi scenarij, kaj bi se zgodilo, da bi namesto tega fanta bil tam 1 ali 2 100-kilska agresivna bika. Koga bi poklicali naši? Avengerje, ne vem, Tony Starka, Black Pantherja, Batmana, koga bi poklicali, Hulka? Koliko bi rabili potem specialcev, da bi 2 100-kilska bika z mačetami ukrotili? Bog ne da, da se to zgodi, ampak če se zgodi, kaj bomo naredili? Jaz ne vem, zakaj niso poklicali vodni top, če ga že imamo, pridi mimo, špricni v fanta, razmetalo ga bo kot malo mačko in medtem, ko ga razmeče, dajmo gor lisice, stvar zaključena. To je to, elegantno, suvereno, vozi. Ampak to je ta nova vlada, ne, svoboda, vse previdno, to. Dobro, da se komu ni kaj zgodilo, oziroma se je. Prebral sem zdaj, koliko je ta informacija legitimna, da se je v vsem tem kaosu poškodoval policist. Kako za vraga se je poškodoval policist, medtem ko je ta fant stal pri miru? Ne vem, kaj se je to dogajalo. In dejansko desni pol možganov verjame, da je to bilo zrežirano, levi pa mlati desni pol možganov, ne delaj neumnosti, zemlja ni ravna, ne verjemi v to, ne. Moj zaključek, ne vem, kaj je želel Peter? Zakaj je bil s tem vizirjem? Se pravi, on je vedel, da bodo uporabljeni solzivci, policija. Zakaj je imel vizir? Kaj je sploh bil njegov namen s tistimi noži tam? A je želel ropati lekarno? Kaj je želel? Zakaj ravno ta 2 noža? Iz kje je sploh uletel? Jaz imam feeling, kot da je respawna, vse iz nekje. Bup! Ko pogledaš fotko, dobiš občutek, da bo Balenciaga dobila idejo za novo modno kolekcijo. Ok, šalo na stran, ampak daleč od šale. Kaj je bil njegov namen, zakaj je bil tam, ne? To so taka vprašanja, kjer verjetno odgovora ne bomo dobili. Niti ne vem, kdo je ta Peter, ponavadi se takoj izve, vsi objavijo njegov obraz. Nisem naletel na to objavo. Jaz upam, da se take stvari ne bodo ponovile, ampak glede na situacije, ki se dogajajo po svetu, bo tega vedno več. Tako da bodite previdni, zdaj, ko bojo sezona regrata in tega, paste s tem nožem, da vas ne bo kje pričakalo 7 ali več specialcev. Srečno, čau!